Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V soboto 11. oktobra se bo odvila 10. izvedba regate Go to Barcolana from Slovenia, I feel Slovenia, ki povezuje slovenske in italijanske posadke v pričakovanju največje regate na svetu Barcolane. Seveda imamo recimo, kako bi lahko rekel, že tiste zgodovinske, torej jadralci nas kar vprašujejo kako in kaj, vendar pa tukaj organizator Barcolane, društvo Società Velika Barcola Grignano, pa zahteva od nas, da imamo vedno več jadrnic, in vemo, da je ta regata namenjena slovenskim jadralcem, vendar so pa tudi določeni jadralci, ki prihajajo iz drugih držav, ki čarterirajo, ki najemajo tukaj jadrnice. Nekdo se zbudi zelo tako v zgodnjih urah tudi iz Trsta in rad pride sem na to regato, tako da smo prepričani, da bomo imeli eno res dobro, zanimivo, večje število jadrnic. Start bo ob 11. uri v Piranskem zalivu pri Portorožu, prihod pa je predviden v popoldanskih urah pred Trgu Unita ter slavnostna podelitev ob 18. uri v gledališču Verdi. To je, mislim, da tretje leto, ko sodelujemo v tej zgodbi z Go to Barcolana from Slovenia. Absolutno nam je v veliko čast in tu bi rad povedal, da z letošnjim letom, ko se nam je priključil jahtni klub Portorož, ki je praktično na tem področju velikih bark delal in bil praktično pionir organizacije regat za velike barke. Če samo omenim Milje Portorož, ki je včasih pripeljala iz tržaške strani na našo stran okoli 300 in več jadrnic, Milje Portorož Milje in podobne regate. Jahtni klub Portorož je postal del Pirata in tukaj vidimo tudi nove priložnosti, novo energijo tudi za področje, ki je vezano za regate večjih bark. Nam je v čast in ponos, da lahko postavimo štart regate Go to Barcolana. Sodelujemo z obema kluboma in tu je tisto, kar če zdaj prešaltam na ta sodelovanje na drugem področju. Pred 3 leti, ko smo kandidirali za Evropsko prvenstvo razreda 420 skupaj, smo postavili moto ali parolo 3 klubi, 2 državi, 1 zaliv. In zdaj to postal že nek zaščitni znak in pred dobrim mesecem dni smo na ta račun tudi dobili še eno kandidaturo, namreč svetovno prvenstvo za razred 420, ki ga bomo tudi vsi 3 klubi družno organizirali v Piranskem zalivu. V tej situaciji Go to Barcolana smo mi asistenca, klubom, ki organizirajo, v tistem primeru so oni nam asistenca, tako da to je nekaj najlepšega, kar se dogaja v zadnjih letih in vidimo samo nadgradnjo teh projektov in ta Go to Barcolana, verjamem, da lahko tudi mi še kaj dodamo in tudi v prihodnjih edicijah, ne bo ta 10. prelomna, da bomo za drugo leto ali pa tudi že letos kaj nadgradili in potem samo naprej tu. Dogodek podpira tudi Slovenska turistična organizacija, kjer menijo, da športni dogodki dopolnjujejo turistično ponudbo in pomagajo pri zapolnitvi nočitev tudi izven poletne sezone. Italija seveda ima zelo dobre rezultate, mislim, je zelo blizu Sloveniji tudi za rezultate, ki se dogajajo v turizmu. Letos imamo res dobre številke, plus 13% rasti nočitev in prihodov do julija letos, tako da pričakujemo, da bo res zanimanje tudi za Barcolano zelo visoko. Imamo 10 slovenskih podjetij, ki bodo razstavljale, ki bodo prisotne na stojnicah Barcolane. 57. edicija Barcolane se bo sicer začela 1. oktobra, svoj vrhunec pa doživela 12. oktobra z veliko regato. Skupno se bo v tem času odvilo 600 dogodkov, ki bodo povezovali šport, kulturo, trajnosti in vključevanje. Trst bo tako postal veliko festivalsko prizorišče ob morju.
Zaključil se je čezmejni projekt Recap MCV, ki spodbuja digitalizacijo kulturne dediščine za razvoj inovativnih trajnostnih turističnih produktov na čezmejnem območju. Temelji na uporabi še neizkoriščene dediščine, kot recimo gradovi in vile, razvoju digitalnih rešitev in vključevanju novih ciljnih skupin, vključno z ranljivimi. Projekt je kapitalizacijski projekt Interreg Italija Slovenija. Temelji predvsem na valorizaciji in tudi interpretaciji kulturne dediščine, seveda na inovativen, tehnološko tudi in predvsem trajnostno in tudi socialno inkluzijo. To so vsi elementi, ki nekako vključujejo v neko bodočnost za upravljanje naše kulturne dediščine, tudi za turistične namene, ki ima fokus ne samo na tako imenovane atraktorje turistične, ampak tudi na zaledje in manjše centre, ki morda nimajo toliko možnosti, da bi lahko razvili svoj turistični potencial. In s tem projektom mi nudimo torej orodje in toolkit, kako lahko se tudi brez nekih večjih finančnih vložkov lahko valorizira lastno, lokalno in čezmejno kulturno dediščino. V okviru projekta so vzpostavili platformo, namenjeno turistom ali vsakemu, ki bi si želel izobraziti o kulturni dediščini. Lahko si pogleda določene tematike, ki so združene v itinerarije, ima slikovno gradivo, ima vizualno gradivo, ima tudi 3D rekonstrukcije tam, kjer obstajajo. Zelo pomemben rezultat je potopitvena soba, na katero smo zelo ponosni. Ne samo občina Tolmin, ki jo je pripravila, ampak v bistvu tudi iz tega strokovnega vidika rekonstrukcija preteklih stavb je zelo popularna, zelo zaželena tudi pri splošni publiki različnih generacij, je pa dostikrat narejeno zelo slabo. V tem konkretnem primeru je pa tukaj, v bistvu gre za nek multidisciplinarni pristop, kjer so se različni strokovnjaki povezali, naredili nekaj, kjer je res ne samo, bomo rekli, animacija in neka domišljija, ampak v bistvu res temelji na nekih realnih faktih, ki jih imamo, od arheologije do umetnostne zgodovine. Potopitvena soba, ki bo postala del interpretacijskega središča Kozlov Rob, je nastajala v sodelovanju z več strokovnjaki. Kozlov Rob ali grad, kot mu pravijo domačini, je 426 metrov visoka vzpetina, ki se nahaja nad Tolminom. Gre za inovativno, vključujoče in trajnostno orodje za predstavitev ter doživljanje kulturne dediščine. Strokovnjaki so se najprej lotili študija gradiva, na podlagi študija gradiva pa so potem digitalni strokovnjaki ta njihova dognanja potem prelili v digitalni svet in počasi se je iz gradu oziroma ruševin gradu na Kozlovem Robu preko digitalne tehnologije z novimi spoznanji dejansko zgradil nov grad, kot vedno rad rečem, v oblakih, ne tisti pravi fizični, ampak na podlagi znanstveno dokazanih dejstev in virov, jer bo lahko torej grad na Kozlovem Robu zaživel v potopitveni sobi, kjer pa bo poleg samega ogleda gradu seveda vezana nanj tudi potopitvena izkušnja, se pravi, gre za 3D projekcijo na 3 stenah v obliki 7-minutnega filma, ki bo nedvomno zelo zanimivo doživetje za obiskovalce Kozlovega Roba. Svoja vrata bo potopitvena soba odprla oktobra. Slovenski športniki so edinstveni, prav tako pa je edinstvena naša država, ena izjemno redkih, ki športu daje pomen tudi z državnim praznikom. Dan slovenskega športa od leta 2020 obeležujemo 23. septembra. Ta datum pa hkrati pomeni tudi začetek Evropskega tedna športa, katerega cilj je promocija zdravega načina življenja in spodbujanje k redni telesni dejavnosti. V ta namen je Športna zveza Koper v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirala prireditev Koprski šport na dlani. Začeli smo z nabiranjem kilometrov ŠRC-ju Bonifika, eno prizorišče tukaj na betonu, na tenisu se nahajajo v olimpijskem bazenu Arena Bonifika in osnovna šola Koper. Olimpijski komitej Slovenije po celi Sloveniji organizira ta dan tudi nabiranje kilometrov. Ste omenili, zakaj gre?
je v bistvu mi smo se pridružili akciji Nabirajmo kilometre, s katero spodbujamo javnost k gibanju, k hoji in začeli smo z tem, da smo vse šole, ki sodelujejo, povabili, da naberemo par kilometrov, tako da smo jih v 15 minutah nabrali kar 500, več kot 500. Ja. Katere športe bojo danes spoznali otroci? Komu je sploh namenjen ta dogodek? Ja, trenutni dogodek Koprski športne dlani je namenjen osnovnošolcem. Preizkusili se bodo v plesu, atletiki, kickboksu, karateju, plavanju, potapljanju, rokostrelstvu, gimnastiki, nogometu in tako naprej. Dogodek Nabirajmo kilometre je sicer namenjen celotni javnosti, popoldne pa bomo imeli še medgeneracijsko druženje v sodelovanju s Centrom dnevnih aktivnosti. Letošnji dan slovenskega športa je bil torej zaznamovan z edinstvenim dogodkom nabiranja kilometrov. V številnih krajih po državi so bili postavljeni poligoni oziroma krožne vadbe, kjer so spoznali različne športe. Predstavimo nogomet, kako igrati v futsalu in tako par teh osnovih za pridobitev in znanje za futsal. Kakšne veščine moraš imeti, da si dober nogometaš? Zdaj, načeloma je ful izkušen in tudi je tako eksplozivnost in ful fizične moči je. Se velikokrat udeležujete takšnih dogodkov? Zdaj je tako enkrat ali dvakrat na leto predstavimo naš klub in drugače pa nas lahko najdete tudi na spletni strani Manek Black and White. Zakaj misliš, da je pomembno, da se otroci ukvarjajo s športom, da se organizirajo takšni dogodki, kot je danes? Zdaj, glede športa, vsak ima svoje mnenje, najboljše pa je, da za zdravje, za fizično pripravljenost in tudi za sprostitev in uživanje. Vsi udeleženci so se na dogodku zelo zabavali, hkrati pa so poskrbeli za svoje zdravje. Na koncu dneva so kilometre tudi prešteli, Slovenci pa so znova dokazali, da smo eden izmed najboljših športnih narodov na svetu. Prejšnji teden je Ljubljano obiskal predsednik Sindikata palestinskih novinarjev Nasser Abu Baker, ki se je sestal s slovenskim političnim vrhom, v petek pa se je ustavil tudi v Kopru. Vojna v Gazi je namreč tudi največji pomor novinarjev v zgodovini. Do začetka septembra je bilo ubitih že več kot 220 novinarjev in medijskih delavcev, veliko jih je ranjenih ali so pogrešani. From 2000 till 23, 7 of October, 9,000 attacks during 23 years. 9,000, not 900, 9,000 attacks against Palestinian journalists. It means that they are daily, 23 years daily, day and night, attack us 3 times daily before 7th of October. What it means for you, for me, for anyone who is thinking, there is systematic decision in Israeli government to attack the journalists, the Palestinian media and the international media. Kljub izraelski genocidni vojni palestinski novinarji nadaljujejo poročanje o resnici, o neizmernem uničenju in razseljevanju. V Gazi je 1500 novinarjev, ki delajo neodvisno. Posamične primere predstavljajo na mednarodnem kazenskem sodišču, začenjajo pa tudi postopke pred državnimi sodišči v Sloveniji, Španiji, Belgiji, Franciji in druge. We will beginning these steps very soon, and other things we are thinking how to go to the Europe Court, Europe Justice Court, which is very important, and also with European partners, because their decisions, it is implemented in all Europe countries, 27 countries. This is very important. V sosednji državi je sicer v začetku tedna potekala splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo prekinitvi vezi z Izraelom. Protest je vključeval vse sektorje, od javnega do zasebnega potniškega prometa, železnic, pa tudi šol ter javnih storitev. V Trstu je glavnina pohoda mirno potekala proti kampu Marciju, okoli 13. ure pa se je policija spopadla s približno 200 protestniki, ki so ostali pred pristaniščem.
Z oktobrom bo po vsej Sloveniji zaživel projekt Zmigaj se do vadbe, ki bo omogočal brezplačno udejstvovanje v športnih aktivnostih za vse tiste, ki so v zadnjih letih pozabili na gibanje oziroma so se s tem ukvarjali premalo. Vadbe so namenjene polnoletnim posameznikom, ki ne dosegajo smernic Svetovne zdravstvene organizacije glede telesne dejavnosti. Ideja je bila vedno, da naredimo nekaj tudi za tisto neaktivno populacijo. Kolikor jo že imamo, jo je vredno naslavljati, je vredno za njih tudi kak projekt pripraviti. In zdaj smo tukaj, projekt je pripravljen v, bom rekel, štartnih blokih, da štarta. Z naslednjim tednom računamo, da štarta in to pomeni vadbe, brezplačne vadbe, regijsko razpršene za telesno nedejavne odrasle osebe se začenjajo prve že z naslednjim tednom. Vsi se moramo gibati, to je pomembno za naše zdravje, za kvaliteto življenja, za dolgoživost in nasploh za neko psihofizično počutje. Smo večinoma, ko smo dobro pripravljeni, smo tudi bolj družabni, bolj veseli, bolj dobre volje in v bistvu vpliva ta naša energija lahko tudi na druge, tako da absolutno primerno in potrebno za vse. Gre za finančno dokaj velik projekt, mislim, da vse skupaj je vreden nekih 4,4 milijona evrov. Od 2024, ko smo začeli s prvimi aktivnostmi, in pa do 2028. Tako da ja, v tem času upamo, da bomo izvedli nekih 680 programov in pa rečemo temu, aktivirali vsaj 10.000 neaktivnih posameznikov. Olimpijski komite Slovenije je v okviru projekta na podlagi javnega povabila izbral 151 izvajalcev strokovno vodenih športno-rekreativnih vadb, ki bodo od oktobra dalje potekali v vseh 12 statističnih regijah. V Obalno-kraški regiji bodo za trenažni proces skrbeli Športna zveza Koper, Plesno društvo Pike, Društvo kineziologov Slovenije, Kickboxing klub Koper, Mladinski odbojkarski klub Koper, Športni klub Salto Koper, Univerza na Primorskem, Športna zveza občine Sežana, Veslaški klub Piran, Teniški klub Koper, Teniški klub Morje Portorož in Športno društvo Tri šport. Mi bomo imeli vadbe dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih med 8 in 9 zvečer v olimpijskem bazenu Koper. Razlog je, da takrat potekajo tudi ostale naše vadbe, tako da bo tudi še kakšen ta moment druženja in potem še kakšne pijačke po treningu lahko namenjen tudi novim članom. Bo pa za njih vzpostavljena posebna skupina v svojih progah in to smo že vse dogovorjeni, da bo teklo naprej, tako da na tak način. Kakšen je odziv, kakšno je zanimanje, komu je sploh namenjeno? Odziva je že zdaj presenetljivo dosti, dobivamo kar nekaj povpraševanja, tako da je informacija že zaokrožila, kakšno mesto se bo pa še našlo. Vsem tem smo že do zdaj povedali, da naj počakajo, da se aplikacija vzpostavi za prijave in potem bodo lahko preko uradnih kanalov se prijavili k nam na vadbo, mi bomo pa z veseljem sprejeli. Tako da pričenjamo nekje v oktobru, ko bodo te stvari dokončno izvedene, nas pa lahko kontaktirajo že zdaj na info@sd3sport.com, pa bomo potem z veseljem z njimi v direktnih stikih se pogovorili, kakšne so pričakovanja, pa kaj lahko ponudimo. Kako pomembno je po vašem mnenju, da se prav vse ciljne skupine udeležujejo športom, da se tudi tisti, ki se manj ukvarjajo s tem, začnejo ukvarjati? Ja, zelo, ker tudi mi opažamo, da pri takih je tudi največji napredek potem in tudi zadovoljstvo s tem, da so, ko sami pri sebi vidijo to napredovanje, ki ga izkusijo, tako da vsekakor priporočamo vsakmu. Ravno iz tega stališča pa verjetno plavanje tudi zelo primerna vadba, ker ni obremenitve sklepov in pač nasplošno telesa v taki meri. Delali bomo počasi, začnemo pač po sposobnostih, kjer jih lahko in potem napredujemo tekom leta naprej. V Sloveniji se po zadnjih podatkih športom ukvarja 80% ljudi, a le 50 od njih se z njim ukvarja redno. Z novim projektom si organizatorji želijo, da bi se te številke z leti še višale. Še pred predstavitvijo projekta Zmigaj se do vadbe sta koprski župan Aleš Bržan in državni sekretar magister Dejan Židan preverila potek 4,4 milijona evrov vredne naložbe v novo telovadnico osnovne šole Šmarje, ki jo z milijonom evrov sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Izvajalec del je podjetje Godina d.o.o., ki gradi v okviru investicije prizidek k omenjeni šoli, v katerem bo na okrog 1500 kvadratnih metrih površine
uredil športno dvorano s tribuno in shrambo za rekvizite, kabinete in garderobe, dodatni manjši vadbeni prostor, sanitarije ter prostore za shranjevanje in tehniko. Novo zgrajena dvorana bo imela tudi zunanje otroško igrišče. V trenutni fazi gradnje delavci zaključujejo dela na strehi, izvajajo kanalizacijo ter pripravljajo betoniranje talne plošče. Že v oktobru bodo začeli z obrtniškimi deli, kot so postavitev suhomontažnih sten, montaža stavbnega pohištva in izvedba inštalacijskih razvodov. Če bo šlo vse po načrtu, bo celotna naložba zaključena predvidoma v prvih mesecih novega leta. Julija leta 1995 je v Srebrenici Vojska Republike Srpske na čelu z generalom Ratkom Mladićem in vodjo bosanskih Srbov Radovanom Karadžićem izvedla genocid, v katerem je bilo ubitih več kot 8000 bosanskih moških in dečkov. Slednje so v nekaj dneh ločili od žensk in otrok, jih sistematično pokončali, trupla pa zakopali v množična grobišča. Ob 30. obletnici genocida so v Pokrajinskem arhivu Koper pripravili razstavo 30 let po genocidu v Srebrenici, spomini prič, ki danes živijo med nami. Zato je Srebrenica ne le simbol genocida v Bosni in Hercegovini, temveč tudi primer gendercida, spolno selektivnega množičnega zločina. Obenem pa vsa ta pričevanja iz prvih mesecev vojne govorijo tudi o elitocidu, načrtnem uničevanju bošnjaških intelektualnih, verskih, gospodarskih in tudi političnih voditeljev. Med prvimi žrtvami, kot boste lahko tudi sami prebrali, so bili zdravniki, učitelji, profesori, imami, sodniki, direktorji podjetij. To so pravzaprav ljudje, ki so predstavljali hrbtenico skupnosti. Na otvoritvi je sodeloval tudi župan mestne občine Koper, Aleš Bržan, ki je izpostavil, da razstava ni le spomin, ampak tudi opomin in klic k odgovornosti, da nikoli več ne dovolimo, da bi človeško življenje postalo tako lahko prezrto. O genocidu je pomembno govoriti tudi zdaj, ko se pred našimi očmi nedaleč stran znova dogajajo podobne stvari. Človeška vrsta, ki že tisočletja kaže na to, da si želi nekoga vedno podrediti, če ne podredi, ga je treba izgnati ali pa celo iztrebiti, kaže na to, da je evolucija naredila neko napako v svoji poti. Današnja razstava naj bo spomin ne le o tem, da se take stvari ne ponavljajo, naj bo opomnik, da se družba mora spremeniti, če želimo dejansko preživeti. Tako da podpiram današnjo razstavo predvsem s poročilom Družba, spremenimo se. Razstava je rezultat sodelovanja s Spominskim centrom Srebrenica in temelji na poglobljenih intervjujih s 15 posamezniki, posnetimi konec leta 2023. Obiskovalci si lahko preberejo pisna ali pa si ogledajo video pričevanja ter osebne predmete, ki ne pripovedujejo le o vojni, ampak tudi o izgubi, preživetju, selitvi in tihem boju za dostojanstvo v novem okolju. Razstava bo na ogled do 31. oktobra v avli Pokrajinskega arhiva Koper, ki jo je pripravil skupaj s Pokrajinskim muzejem Koper ter zavodom MKC Ljubljana. Prizorišče pred Pretorsko palačo se je spremenilo v pravo džunglo. Ali so zbudili leva?
Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Na soboto 27. septembra ob 11. uri bo v Lutkarnici v Kopru potekala lutkovna pravljica Mala bela čaplja za najmlajše, izvedla pa jo bo Nika Solce v produkciji Mednarodnega centra lutkovne umetnosti. O 15. uri pa bo v Kulturnem domu Izola potekal kulturni dogodek Izola v ritmih kulture. Tam se bodo predstavila kulturno-umetniška društva, obiskovalci pa bodo lahko uživali v delavnicah in nastopih. V večernih urah ob 19:30 pa bo v gledališču Trtini v Piranu v sklopu programa Skoraj profi teater na sporedu gledališka predstava Retreat, nastala v produkciji gledališkega društva Contrada Canal. Ob isti uri pa se bo v Hangar baru v Izoli pričel koncert punk rock skupine Let 3 in indie rock zasedbe Free the Mouse. Na nedeljski popoldan ob 17. uri pa bo v Kosmačevi hiši v Portorožu na sporedu gledališka predstava Poklon Cirilu Kosmaču, balada o trobenti in oblaku. Ta je nastala v produkciji Mini teatra in AGRFT-ja. Naslednji dan, na ponedeljek 30. septembra, pa bo Dom knjige v Kopru gostil literarni dogodek za otroke z naslovom Najboljša zabava in pika. Knjigarno pa bo obiskovala tudi Pika Nogavička. Pričetek dogodka ob 17. uri. Na 1. oktobrski dan, v torek, pa bo v mestni knjižnici Izola odprtje razstave fotografij Nekoč na vasi. To pripravlja Andragoško društvo Morje Izola. Odprtje pa bo ob 9. uri zjutraj. V sredo 2. oktobra pa bo ob 19:30 v Mediadomu Piran potekal koncert violinista Petra Bubole in pianista Nikole Pajanoviča. Ta bosta izvedla dela Beethovna in Brahmsa. Na četrtkov večer pa se lahko odpravite v Auditorij Portorož, kjer se bo odvil koncert pianista Ladislava Kandohija, ki bo izvedel program klasične klavirske glasbe. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.